Ta predstavitev v prostoru cirkulacije je plod mojega minulega kiparskega dela, večinoma, izjemoma tudi multimedije, in se v tem primeru navezuje na vabilo članov kolektiva cirkulacije, ki je prisoten v alternativnem prostoru ljubljanskega in tudi slovenskega delovanja, in v resnici je medgeneracijsko, ker smo iz različnih generacij. Obenem je pa tudi princip sodelovanja in ustvarjanja, vključno z učenjem medsebojnim, ker ni zgolj kiparsko delo, kjer sem se jaz večinoma izrazil v tej postavitvi z metalnimi, kovinskimi kipi in skulpturami. Ta sodelovalnost se nanaša na multimedijske predstavitve kipov, to pomeni in svetlobno in z sliko in z uporabo tehnik predstavitve fotografij, ki so tle bile spremenjene skozi tehniko morfinga, in to, da je pa gestualno, me spremlja ves čas, pomeni iz gest. Ali je to pri risbah, če so večji formati, je to samo po sebi pričakovano, zaželeno. Ravno tako pa v delih, ki so nastajala v livarnah, kjer sem se na akademiji v času študija, tam sem se začel posvečati več tehnologijah z kovino, eno livarskimi, drugo obdelovalnimi, in v tem primeru sem ravno tako šel v cel spekter, kako to uporabiti. Materija v tem primeru je talina. Talina, in ravno tako so tukaj zlitine, ki so bistven element, da so pravilno odmerjeni proporciji med metali, ki nastopajo v zlitinah. Tle v tejle neposredni soseščini moji je eden od zgodnjih kipov, ki je nastal na akademiji leta 1978, in so mobili, in to zvočni mobili, kar sama kovina omogoča, ali kliče tle, tako da nek način zvenenja. In nenazadnje je to primer mobilov, ki v naravi z pomočjo vetra ali pa prepiha se najboljš odzivajo. To je njihov naravni pogonski mehanizem. Ob začetku študija na akademiji sem se lotil obiskovanja takrat odpadov in sem tam iskal objekte, kjer sem določil, kakšen zvok, kako se odzivajo na tolkalske prijeme, in praktično sem tja hodil muzicirati. In iz tega naprej se me je to držalo pri večini projektov, ki so v kovinskih materialih se porodili. Tukaj še par podobnih zvočil, da ne rečem kipov, ki imajo to tendenco, da se jih da uporabljati ali tako kot v tem primeru zvenenje, ali pa zvonenje, bi nekdo rekel,
Dočim te dodatni, te podolžni kipi so pa s pomočjo zraka, ustnikov, ki jih trobila uporabljajo, tako da to je tudi en primer. Trobila, inštrumenti, ki jih zdaj opisujem, pa so teleskopskega počela. To pomeni, da iz svitkov, ki jih na ta način dimenzioniram, pomeni, da jih razpotegnem v zaželeno višino. In dejstvo, da so dimenzijsko, so me tako pritegnili, ker imajo velike dimenzije. To pomeni, da so dolgi 3 metre, 5 metrov, 10 metrov. Na nek način se korespondirajo tibetanskim trobentam ali švicarskim rogovom ali v Južni Ameriki, podobno, so tudi tega tipa. Počelo je pa bilo v inštrumentih, ki so jih iz lubja izdelovali. Ob luščenju drevesnega debla pride do tega, da ko se suši ta odluščen trak, se ob sušenju usmerijo v špiralno držo. Tako da te teleskopski inštrumenti ob tej multifunkcijski formi, ki jo kot kipi se izpostavijo, so obenem tudi se približajo didžeridujem in so tako bili uporabljani. In ta možnost je ena izmed opcij. To pa na ta način, da so ustniki izvedeni iz voskov. Tako kot sem v primeru teh zvočil zvenečih, to je nastalo v času študija na akademiji, sem potem modeliral glave, obraze, figure, pa kasneje v sredi 90-ih. Med razstavljenimi objekti, kipi, so izražene tudi oblike, ki se bližajo portretnim vrednostim. Pomeni, da je človeški, v teh primerih človeški obraz ali človeške glave, ki jih modeliram z roko, pretežno s prsti, izjemoma pa konture poudarjam, izvlečem ali pa to klepam mreže. Ker mreže so tudi v teh primerih iz različnih legur. Te, ki so jeklene, je nemogoče samo z rokami. V tem primeru pa potem s kladivi in z orodji, ki dovolijo, podobno kot pri kleparjih, kar že pravim, sklepam. Dočim pri mehkejših pa izjemoma tudi nanesem galvansko privleko. In z pomočjo krojenja in pravilnega razgibanja tkanja mreže pride do nekega diagonalnega efekta, ki pa ravno zaradi tega se podaljšujejo objekti, krčijo in to zdaj opisujem, ker ko bomo zdaj videli, da na obrazih oziroma teh skicah glav je to del tega transformabilnega priložnosti.
O tem, o čemer zdaj, o tej transformabilnosti, o čemer pripovedujem, tako kratko, bi tle pokazal enega izmed tovrstnih modelov ali pa rečemo skic, kjer se to izraža na način tovrstnih manifestacij. Ena stvar so te glave, ne, obrazi, druga so pa mreže, ki sem pa ravno tako jih na akademiji nastavil in začel z gestualnim odnosom do legure. Pomeni, da sem šprical, polival, več prelival, sejal leguro in vsled tega so se pojavile kapljevine, ki zamrznejo v sekundi, dveh. Še ena variacija je pomakanje v kovino. Tako se neke vrste film tenak, če je temperatura primerna, ne, se to da nanesti na mreže. Torej, primeri tretjine kipov, ki so tukaj, so postavljeni na kopja in obdelava samih kipov, kot sem prej že navajal, z legurami pretežno prevladuje aluminij, medenina in bron, obenem sem pa utaljeval stekla v mreže. Ker če je jeklena mreža, potem mreža se ohrani lahko, steklo pa kot talina in kot predtem legure, za katere sem omenjal, da jih uporabljam v obliki ohlajanja iz taline v kapljevino, ne, ki zamrzne, pa na nek način asociira na vitražne, moram reči, ne, kar preprosto. Ravno tako sem ob teh mrežah nekatere mreže zataljeval, pomeni z ostrim plamenom sem talil robove ali delal preboje in kot rečeno, sem v te preboje vlival steklo. Obenem imamo pa še en del skulptur, oziroma niti kipov, moram reči, iz razloga, ker skulptura naj bi iz skolpire prihajala, ne. To pomeni, da oblikuješ to, kot da bi bilo to je pri glini, kamnu, ne, kjer ali premodeliraš ali luščiš. V tem primeru gre pa za podoben fenomen, so pa geometrijski objekti, kjer sem ploskve povezoval na ta način, da se da različne zgibanke, to še vse v polju transformabilnosti. Del teh mobilnih in transformabilnih so propelerji, v enem primeru špirale, ki gibajo, pomeni, ta mobilnost se dogaja na nivoju osi. In tako kot smo bili naučeni, ne, da se giba v vesolju v krožnicah, moram to zanikati. V resnici vse se giba v špiralah. In te mobilni
objekti v tem primeru, kot rečeno, vetrnice ali špirale, pa še dovoljuje še nadgradnjo tega osnovnega počela, so pa na temelju toplote, gibanja toplote, in ta gibanje toplote zajema ta val, ki gibanje ustvarja in manifestira dinamiko. Objekti, ki jih tukaj imamo priložnost videti, spoznati, niso modelirani v kontekstu, kot sem opisoval obraze ali pa glave, figure, temveč so bolj arhitekturno predstavljeni oziroma na nekaterih se odraža geometrija, Riemannova geometrija, pomeni krivih ploskv, kar je nastalo v 20. stoletju, se je to tako, in tvorijo napetost ali medsebojno ali pa tudi v kontekstu z drugimi oblikotvornimi procesi. Res so del nekega fantastičnega sveta, ki ga s pomočjo tega, da objekti niso predimenzionirani za našo predstavo, ker so še vedno dovolj intimni. Spremljevalni del oziroma kar bistven del so prav tako grafizmi kot risba s tušem, ki so pa nadgrajeni z tehniko v osnovi mapiranja, pomeni, da se posneta površina, ki je digitalizirana, se mapira, pomeni, da posamezne polja samostojno obravnavaš ob nadaljnjih postopkih. In vsled tega pride do efekta svetlobnih sledi, ki se do neke mere ponovijo z osnovno risbo v tušu, izjemoma potem naprej morfirajo, v resnici bistveno poživijo in oživijo vsled pomoči s tem postopkom.